En, dva, se slišimo? Kje ste legende? Čau. Ja, evo. Nič. Začnimo in se potopimo. Ne, drago, ne. Drago dol. Tako se zgodi v življenju. Življenje te preseneti včasih tako. Skratka, najprej bi rad vedel, koliko je tukaj kreativcev, če lahko dvignete roke. Ok, ni ne. Koliko je tistih, ki delate nekaj, kar ne marate delati v resnici, pa bi radi delali nekaj drugega, da imate v srcu to željo? Ok. In koliko je unih, ki nikoli niste nekako, da čutite, da nimate tega dara, tega talenta, da ostali vsi nekaj delajo okoli vas, samo vi pa tega nimate. Je kdo tak med nami? Se lahko iskreno dvignete roko, ni panike. Skratka, današnje predavanje bi rad naredil o navdihu, o kreativnosti. Nekaj bo lastnih izkušenj, nekaj bo lastnih prepričanj, ki se dotikajo tudi metafizičnega sveta. Upam pa, da bo tako za tiste, ki so mogoče začetniki na tej poti, ki imajo skrito željo, da bi nekaj ustvarili, plus za tiste, ki so že advanced, ki so že veliko stvari naredili, upam, da bo kakšna informacija, kar bom danes povedal, da se jih bo dotaknili, navdihnili, da bodo to tudi kasneje uporabili in da jim bo pripomogli. In upam, da če vas se bo kaj navdihnili, da mi pol ta navdih, ki ga imate, da mi ga pošljete nekako nazaj, ali preko socialnih omrežij, kanalov, kako je to taka spirala navdiha, kad daš ti navdih, dobiš in potem se to tako začne delati, ja? Ok, ampak gremo najprej zadihati. Drago, zdaj pa lepo prosim. Hvala. En, dva. Yeah, check. Hey. Yeah, zdaj je isto, kada stopil bi na trolo. Jaz sem voznik in prevzemam zdaj kontrolo. Pozab na šolo, prepuste plavu, prijetno bo, odpravljamo se kaj, kamor človeštvo še ni šlo. Globoko kot Marijanski jarek, žurka se bo stopnevala, dokler ne zazije prvi sončni žarek. Ne povej nobenmu, kar si doživel, tvoja skrb se spreminja v pepel. Iz pepela Feniks, letiš ka I, ti na BMX, po telesu čutiš to kot X. Počasi z užitkom napreduje, bit srce uspokuje, tempo narekuje, v srcu je ulit, to tisti, ki ste ga čakali. Pleše za bogovi in ubije za šakali, zdaj smo dočakali moč verbalnega prepiha. Vse to, yeah, času enega diha. Dihi z mano, 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 yeah. Dihi z mano, 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 dihi z mano. Ok, jaz rečem dihi, vi rečete z mano. Dihi, z mano, dihi. Jaz rečem dihi na balkonu z mano. Dihi, dihi. Jaz rečem dihi tamle levo z mano. Dihi. In še desno. Dihi, dihi. In še skupaj enkrat vsi. Dihi. O, v redu. Drago, hvala lepa. Lahko daš tole zadevo dol? Merci. Smo nazaj na naglavnem. Ok, tega, se pravi, ker je dihanje in navdih, sem rekel, da bom ta komad dal, ker je tudi ena lepa začetna popotnica, kako se je vse skupaj začel, da boste razumeli to idejo. Najbrž si ljudje predstavljajo, da umetnik deluje tako, da se sprehaja po parku, pojejo ptički v tonih John Lennonovega Imagine in kar naenkrat mu pade ta ideja na glavo in on je vas in to zadevo ustvari in da naprej in to rata velika uspešnica in potem je tako, da seveda je umetnik in kulturnik je nekdo, ki v bistvu nič ne dela, kar mu samo pade nekaj na pamet, potem to naredi in mi smo potem veseli, ampak vsem takih lenuhov ne podpiramo, a ne? Taka percepcija je dostkrat v glavah, se pravi. Ja. Ok, realnost, ko sem delal ta komad, je bila pa taka, da sem se res sprehajal po Tivoliju, ampak bil sem kar v depresiji globoki.
Zaradi tega, ker imeli smo v studiu Tivoli, ki ga vidite, tale čista zadnja slika, studio, ki je zdaj pogorel, imeli smo predzadnji dan snemanja, jaz sem imel samo ta instrumental, teksta še nobenega in sem hodil čist zblojen, oprostite izrazu, zjeban, popolnoma. Ampak v tem strahu, v teh stvareh, kaj bo, če gre ta čas mimo, prvi album, podajam se v nekaj neznanega, je bila pa vedno znotri še ta neka strast, da jaz to zmorem, je vedno zraven govorila. Ja? In takole sem hodil in stih za stihom, nekaj sem imel napisan, nekaj še bilo, skupaj sem začel dajati. In potem, ko sem prišel ta dan v studio, sploh nisem mogel hoditi, ker sem bil toliko utrujen, ampak me je friend, ki me je videl, rekel, kaj s tabo, a si čist? Sem rekel, težko je. Me je zapeljal do studia in tam sem dal to energijo, to željo, ki je premagala nad strahom in tako je v bistvu prišla ta energija, ki ste jo pol začutili, energija dihi z mano. Ja? Ni toliko slaven. Ne? Zadeva, ta pesem je potem rezultirala, da je ratala velika uspešnica, kar niti ni toliko pomembno, kot bomo videli potem v prihodnosti, ampak je pa lepo, da smo se spoznali, da smo dobili prvi vtis, da smo dosti zadihali skupaj in da je to, kot mi kakšni očkati pošljajo SMS-e, da je to tudi himna, ta prva, ko se otroci rodijo, da oči in mamicam govorijo dihi z mano. Tako da nikoli ne veš, kako se zadeva rezultira. Ampak se pravi, tista stvar, kar je tukaj pomembna, je ta v bistvu strast, je ta kreativnost. Če bi radi bili kreativni, si morate to želeti, a pa ustvarjati si morate to želeti najbolj na svetu. Tako divje prepričanje biti v to, da noben dvom, nobena napaka, nič na svetu vas ne more ustaviti, ko vi greste lahko čez vse. Okay? Ena anekdota, ki jo bom malo transformiral, bila sta duhovni učitelj in duhovni učenec na poti. In je rekel učenec, učitelj, kako naj bom kreativen? Je rekel, pejdi z mano do vode. In sta šla skupaj do vode in ga je učitelj prijel in ga je zabil noter v vodo, da ni mogel dihati in potem se je strgal ven in je rekel, kaj to zdaj? Je rekel mu učitelj, ko si bo želel s tako močjo, kot si želiš dihati, biti kreativen, ti bo to tudi uspelo. Okay. Gremo zdaj naprej, da vidimo kreacija. Se pravi, vse v naravi je, se pravi, kreativno. Če pogledamo naravo, kako se razvija orogeneze, vse stvari, ki smo se jih učili v osnovni šoli, mešanje plinov, nastanki, skozi nekaj nastaja, se dogaja, proizvaja. Ljudje nismo edini, ki smo lahko kreativni pri opicah, pri nekaterih ptičih so tudi ugotovili, da lahko neke svoje vzorce obnašanja začnejo spreminjati drugače, ampak v človeku je pa ta zadeva še posebej izpostavljena. Zdaj bi še rad malo globi, da gremo mogoče na kreacijo, na metafizično vprašanje, koliko od vas verjame v znanost, koliko od vas verjame v Boga. Ok. Ne glede na to, kaj, bom poskusil moje razmišljanje vam dati, pa če bo kaj resnice o tem, če boste začutili, je to the best. Ok, se pravi, če je bil na začetku veliki pok, ali kot pišejo, se pravi, nekatere starodavne knjige, ki se po svojem sporočilu bolj nagibajo k znanosti, je zadeva taka, da je pred velikim pokom je moglo biti nekaj, kar je pač veliki pok ustvarjalo, oziroma če bi to veliki pok je mogel ustvariti sam sebe. In kot pravijo starodavne, to je v Vedah zapisano, da je kreativna sila, ki je bila na začetku. In ta kreativna sila je sprožila ta proces, bum, da je vse eksplodiralo, da so se začeli mešati plini in da smo danes kle. In po tej logiki, če smo iz tega nastali, nosimo del tega tudi v sebi. Make sense? Ok. Po drugi strani pa, če gremo brati, recimo, pri nas najbolj popularno religijo še vedno, krščanstvo, kjera je prva stvar, ki je zapisana v Stari zavezi, 1 Mojzes 1. Na začetku je Bog ustvaril. Na začetku je Bog ustvaril. Nič drugega ni delal, Bog je ustvaril. Okay? In potem še 1 Mojzes 27, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Se pravi, če najprej Bog ustvaril in je ustvaril nekoga po svoji podobi, to pomeni kaj, da smo kreativni v osnovi in da imamo navdih in vse to. In sam verjamem v to energijo kreativno, v kateri sem prej govoril,
ki je spočela v bistvu vse, ki je v vsakem od nas in ki je neskončna. Se pravi, domišljije, inspiracije in teh stvari, to je en prostor, ki ga ne moremo zmeriti z nobenim metrom, ne moremo se ga dotakniti, pa hkrati je v nas, včasih se pojavi na istih mestih neka ideja v različnih glavah in tako naprej, ampak tega je pač neskončno. In temu rečem vibe, tej kreativni energiji. Ta vibe se lahko transformira tudi v vzdušje, ki je danes med nami in tako naprej, ampak bistvo vsega tega je, da bolj, ko si v tem vibu, bolj, ko se preklapaš, bolj, ko si kreativen, bolj začutiš ta vibe. In ko si enkrat nakonektan 100%, si v bistvu neke vrste sam filter, ki te stvari prenaša nove ideje in lahko cele dneve kreiraš, ustvarjaš in je ful dober občutek. Ampak, in kar je še pomembno, da začetek tega vsega so pa te, ko se ti recimo prebliski flashi, ko dobiš, ne vem, mogoče pucaš, ne vem, posodo, tako kot je bilo prej rečeno, da moški smo prvi v Sloveniji, kar je super, da smo lahko po gospodinjskih opravilih, da medtem, ko pucaš, ti pride pa čisto ena ideja, ne veš od kje in si rečeš wow. In ta ideja je kot neko tisto free, gratis vabilo, da greš ti lahko ustvarjati. Ampak, seveda, nič v življenju ni tako preprosto, kaj ne? Če bi bilo samo tako, da smo preklopili na ta kanal in ustvarjamo in je to, pa bi bilo lahko, če bi bilo lahko, bi bilo banalno je pa brez veze in vedno je treba zakomplicirati. In če obstaja ena sila, ki je kreativna, obstaja tudi druga, ki je pač destruktivna. In to je pač ta sila odpora. Okay? Ta sila odpora je zelo, zelo mogočna sila, toliko močna sila kot sila kreativnosti. In predstavljajte si, ena dobra anekdota je, Adolf Hitler, vemo, kdo je, a ne? Se pravi, bil je nekdo, ki je hotel biti umetnik, hotel je dajati to ven. A je kdo kdaj videl kakšno Hitlerjevo umetnino? Ne. In je lažje včasih začeti celo kakšno vojno, kakor te stvari dati iz sebe. Toliko močna je lahko ta sila. Vleče nas nazaj, pridejo strahovi najprej, mogoče si kdo izmed vas želi, da bi bil zdaj pisatelj in je že takoj prvi strah, kako bom to naredil, kaj bodo pa drugi rekli, kaj pa soseda rekla, kaj pa mož rekel, ker imate mogoče v glavi nekaj, ne vem, imate erotični roman. Ne? Ja, kako bodo pa rekli, vi pa živite 20 metrov stran od cerkve. Ne? Ja, to bo pa čist spremenila. Ne? Potem, že to, da izstopiš iz množice, je za mnoge, kakor spoznavam ljudi, da imajo javni nastop, da dajo nekaj ven iz sebe, je strahovito. Že to, da nekaj ustvarjaš iz sebe in daš ven, že to je pač za ene šok. In seveda ta, kar smo že prej, ta perfekcionizem, ki gre lahko po drugo smer, da ustvarjaš, ampak ni nikoli tako dober, da bi izdal. In koliko enih najlepših simfonij ali pa pevk ostane samo pod tušem, koliko enih najboljših knjig, bestsellerjev ostane v predalih, koliko enih ljudi, ki bi lahko bili to, kar si v resnici želijo biti, niso zaradi tega, ker je ta sila odpora tako mogočna. In seveda, kreativnost je kljub vsemu je še vedno velik pač riziko. Daš lahko vse noter, pa nič ne dobiš nazaj. Ker te stvari, kar bom govoril, ta pot je ena izmed mnogih, zame je prava, lahko da bo tudi za vas, ampak ni pa nujno, ker je zelo relativno. Pogovarjamo se o zraku, energiji, ki ne moremo videti, ne moremo je izmeriti, a vseeno obstaja. Ampak, ali se bomo predali? Tako je. Tako je treba. In čez to dolino smrti se bomo sprehodili in jaz imam najraje takrat v glavi naslednjo mentaliteto. Ko se gre ustvarjati, dobiš torej ta prvi navdih, neka ideja, wow, to bi bilo pa dobro. Kaj pa zdaj? Zdaj si se pa usedel pred prazen list papirja in ga gledaš. In on gleda tebe. Grem raj nekaj drugega delati, ne? Pa spet priješ nazaj, pa še ni to, pa je šla 1 ura mimo, pa se začneš sekirati, pa se začneš obremenjevati, pa nisi dosti dober, pa sploh nisi za to in spet zadevo pustiš. Jaz si takrat dam ta feeling marinca, jaz se takrat spremenim v marinca. Vemo, da gremo v blato, v globoko blato, ampak gremo vseeno. Hkrati bomo probali še
vmes vzljubiti to blato, vzljubiti to mizerijo, vzljubiti to črno luknjo, to puščavo smrti, skozi katero pride le redko kdo in bomo ohranjali, kljub temu, da bo težko, da bo zafrknil, bomo ohranjali ljubezen do tega, kar imamo, tisto pristo čustvo, ki je prišlo skozi, ali pa misel, ki je prišla skozi navdih. In bomo ustrajali do konca in bomo pač končali, ne glede na to, koliko dolg časa bomo potrebovali in kakšne metode bomo ubrali. Zato gremo na potovanje. Ok. Jej. Najprej, zelo pomembna stvar je, se pravi, da imamo načrt pri kreativnosti. Jaz ponovadi začnem, ko mi neka ideja pade na pamet, začnem takoj z raziskovanjem. Pri tem raziskovanju sem čisto svoboden, lahko poskusim čisto vse, kar si pa želim. Ne vem, recimo pisal sem pesem Lady Heroin, je naslov. Govori pa o temu, kako smo ljudje, ok, gremo nazaj, a se vam je zgodilo mogoče, da, ne vem, imate neko neuslišano ljubezen, ne? In tako, od te, to je mogoče osnovnošolska, srednješolska ljubezen in pol ste zdaj stari, ne vem, 30, 35 in se kar naenkrat sprehajate nekje ali pa zaprete vrata in se kar še spomnite, ste v fantaziji s to osebo, s katero nikoli niste bili in se ujamete v temu, kako bi bilo lepo, če bi bili z njo, pa je menil že od tega 15 let. A se vam je že zgodil ta feeling kdaj? Ne? Ja? A ja, je, ok. No, da ve, da nisem edin. No, ampak... ne. Ampak hkrati pa, če tega ne dobivamo, pa smo si to osebo toliko močno želeli, ni bilo nič efekta, nam se pojavlja ta ideja, ampak potem je pa nekdo pri nas, ki nas proši za našo naklonjenost, za ljubezen, pa se mi obnašamo podobno ignorantski, podobno hladni. In ta nekak ljubezen, kako cirkulira, to je tako kot nek heroin. Droga, drogi dajemo, dilamo, sprejemamo in živimo v neki fantaziji. No, to je bil nekak koncept, ki je mene navdušil, sem si rekel, wow, to je čisto hodo, to si ljudje delamo, to moramo iti ven. Res je, to mora ven. Bravo, zelo kreativen kih imate, dama. No, in jaz sem se vrgel, se pravi, v to tematiko heroina čist noter, začel sem raziskovati, gledati filme, spet nazaj v osnovni šoli, otroci spostajajo zoodokumentarci, raziskovati statistike. Še toliko daleč sem prišel, da sem šel tja na Metelkovo k narkomanom, pa sem jih prosil, če lahko preživim kakšen dan z njimi. Samo da vidim vse te feelinge, ker sem hotel igrati pol v videospotu nekak narkomana, da bi se isto tako sprehajal, lačen za to ljubezen in tako naprej. Sem hotel vedeti vse, navdihoval sem se, dobival sem inspiracijo od vse posod. Ne glede na to, koliko si kdo misli, ti zihar si ga probil, ali pa kaj tazga, ne vem, da imate take. Ampak dejstvo je, da se lahko pri tem navdihovanju, če je tema naslova navdihaj se navdiha, pri vdihovanju lahko pač poskusimo vse, dokler ne preide to v neko totalno samodestrukcijo, kar je pol samo neumnost. Ne? Kar pomeni čim več enega researcha, čim več v različnih vlog se postavlja, čim več stvari skupaj dajati, kaj s tem balonom, kako bi bilo, če bi ga jaz obrnil tako, kaj bi bilo, če bi ta, se pravi, heroin rato zlato, se samo vrti, delamo, inspiriramo, vdihujemo vse. In tako smo narejeni ljudje, da ko enkrat si vklopimo nek mindset, začnejo te informacije kar same prihajati do nas. In tako se meni zgodilo, da ko sem povedal to idejo nekomu, se pravi gospodični kolegici, ona reka, to je točno moja zgodba. To je točno moja zgodba o tej neuresničeni ljubezni, katera je bila. In mi je začela svojo zgodbo govoriti. In me je ta zgodba spet inspirirala. In je bila spet en tak košček tega mojega navdihovanja, katerega sem lahko dobil. Torej, zdaj vemo ta prvi korak. Ko se nekaj odločite, da vam da vesolje ali Bog ali kakorkoli že temu rečete to zadevo, ko vam da to free, gratis zadevo kot navdih, wow, to je pa dobra ideja in če greste za njo, se spremenite v ta magnet. To tudi v tej knjigi Secret piše, ampak ni to čista vibe. Se pravi, če si iskreno neko zadevo želiš, da si to,
da greš svojo bitjo proti temu, bo tudi vesolje tako odreagiralo na tak način. Ali pa ne vem, če ista fora je, če kupite psa, pa vidite, da je ful takih psov zdaj okolo, ne? Ali pa če kupite avto, ali pa se zanimate za avto in kar naenkrat vidite, da je ful teh avtomobilov na cesti. Ja, se vam je to že zgodilo? No, to je ta mindset, ki ga imamo in pri navdihovanju je isto. Srkaš, dobivaš, probaš biti čim bolj divji, čim bolj iskati stvari, ki te navdušujejo in da greš onkraj banalnega. Okay? Kar je ful pomembno je to, da... Čakaj samo... Aha. Okay. Pomembno pri tem navdihovanju je tako, ne? Danes je ogromno enih stvari, kar se tiče, ne vem, nasveti o dobri dieti, pa nutricionisti, pa tako naprej. Ogromno je tega, da smo v Sloveniji zelo ratali ozaveščeni, kaj je zdravo, pa kaj ni zdravo. Kaj je eko, kaj je bio. Še moja hčerka 3-letna reče, aj to eko bio že. Ampak pri eni stvari pa nismo tako zaveščeni pri tem, kakšne informacije sprejemamo. Ko pogledamo, če gremo na avtobus, bam, reklama, jumbo plakat, bam, reklama, pogledaš časopis, bam, tako kot je prej Aljoša govoril, adrenalizacija, da smo še živi, da se počutimo. Med vsakim filmom reklame, posod samo to, rumeni mediji, šok, se pravi, jaz temu rečem smeti. Res ogromno skozi tle dobivamo smeti. Preberemo novičarske portale, pri frizerju rumene medije, nič unga, ne? Vse je banalno, vse je na uni neki stopni, nič ne gre globi. Tako, recimo zdaj vam rad prebral, recimo bom prebral novice, ki jih jaz dale berem, ne vem še kje bodo, ampak samo da vidite, kakšen je mindset. Tako, ok, se pravi, kaj imamo? Kako je Digbet, ne vem, kdo je to, dala dom grafiterstvu in ulični umetnosti. Kako je J-Elektronika šel v sci-fi vrnitev in zraven je dal še neke muske. Kaj je semantična, what is semantic citation? When words are repeated, they can lose meaning. The freshest tinfoil hats for conspiracy theorist fashionistas. In tako naprej. Skratka, izberite, če hočete biti kreativni, hrano, ki jo črpate, ki jo gledate, ful dobro. Na internetu imate ogromno tega, ampak bodite pri tem previdni. Se pravi, če hočete biti v tem vibu, v tem kreativnem duhu in tako naprej, dajte zdrave stvari črpati, zdrave stvari jesti, zdravo možgansko hrano jesti, da vas bo naprej inspirirala. To so lahko intervjuji od umetnikov, ki jih spoštujete, o razvoju same kreativnosti, o ne vem, baletu, kiparstvu, gledališču, literaturi, vse, kar gre onkraj banalnega, probite iskati. Zaradi tega, ker ko se vas neka stvar onkraj banalnega dotakne, boste tudi vi začeli take stvari potem naprej razvijati. Tako da to je isto ena metoda, zdaj, ko še govorimo o tem navdihovanju. A sem razumljiv? Aj dolg čas? Ok, važi, gremo pol naprej. No, potem imamo mi tega navdiha, imamo se pravi ogromno, zberemo informacije iz preteklosti, iz spominov, iz knjig, iz literature, iz filmov, iz igranja vlog, vse stvari, kar smo dobili in zdaj imamo mi ogromno nekih podatkov, nekih informacij, ampak kaj pa zdaj pa s tem narediti? Dostikrat se lahko zgodi, da je manj več ali pa da preveč ni nič. Zaradi tega, ker smo nasičeni do vsega, toliko smo dobili informacij in sploh ne vemo, kaj se gre. Zaradi tega je ena zelo dobra zadeva, ker sem se jo naučil skozi izkušnje kreiranja 15 let, je to, da si postavimo steber. Okay? Steber in ta steber pomeni kaj? Dajmo za primer, recimo, neko pesem, ki jo hočem ustvariti in med tem raziskovanjem sem dobil neke feelinge, ki so se mi zdeli pristni, ki sem jih začutil sam v sebi, ki sem hotel, da moja pesem vsebuje tudi elemente tega, kar je, ali pa občutja, misli, te stvari, kar sem dobil. Recimo, ko sem pisal knjigo Rim, mogoče ne boste videli, sem si dal, kako hočem, da moja pesem se prav zveni.
Tehnika Kipitrila, da je noter humble humanosti, da se nekoga dotakne, da se spomne nase, da je vsaka rima izdelana z ljubeznijo, da te predanost vleče v naslednjo besedo, da zapišem, kar vidim in slišim, kar razmišljam, kar čutim, kar slutam, da imajo besede težo in lahkotnost, resnico in veselje, da je svež pristop in spontanost, da padeš noter in vidiš nov pogled, da je več, to ne vidim brat, pogled od druge perspektive, kjer denar ni glavni motiv, ampak da te odpre, da govori meni in nam, kar živimo, da je čisti hip-hop, mešanje z metaforami, des mozge, 101 komad, da si želiš povedati, da daš noter moč intelekta in tako naprej. In to so bile asociacije, ki sem jih jaz hotel, kaj hočem dati ven, kaj hočem lansirati, kaj hočem izdihati ven. To so te stebri. Ampak kot vidite, ker se vidi, je samo nekaj poboldanih, nekaj odebeljenih. In to so tiste, ki so bile meni najbolj pomembne, kaj hočem, da je noter. Ostalo gre stran. Okay? To so stebri, ki bodo začeli delati. In zdaj se pa pripravljamo na drugo fazo. Da ta vdihavanje ni isto kot izdih, ni isto kot kreiranje, je samo vsrkavanje. Zdaj pa tako, kot je rekel Picasso, da inspiracija obstaja, ampak te mora najti medtem, ko delaš. In treba je zagrabati in delati. Akcija. Se pravi, ko jaz začutim osebno, da sem se dosti navdihal tega navdiha, teh informacij, ljudi, anekdot, ki so okoli mene, da sem poln, da je moj sržer nafilan, je čas, da gremo tap streljati. To se zgodi, pri meni je to že dosti organsko, da začutim, ok, zdaj je čas, da dam ven in takrat se enostavno zaprem v studio ali pa nek prostor in začnem divje ustvarjati. To pomeni, da noč in dan več ne obstajata, da zgledam ken vesoljc, ne brijem se, ne vem, kaj nosim, ne pogovarjam se mogoče, če sem v nekem svojem svetu, se zaprem in samo divje pišem, ustvarjam vse tisto, kar prihaja. Ponavadi tudi iskreno povedano, pač konoplje mal na vejper, si dam, da mi odpre nek drug mind state, kateri je, in potem se ta zadeva začne. In to lahko spišem, ne vem, 20-30 kitic enega komada. Samo leti ven, bljuva, vse. Hkrati pa je tukaj, uporabljam te stvari, kar je rekel nekako Charlie Parker je rekel, nauči se zaobvladati svoj inštrument. In potem, ko ga zaobvladaš, a je to repanje, a je to igranje, ali je to kiparstvo, ko zaobvladaš vse tehnike, vse, kar si se naučil, pozabi vse and just play that shit. Se razumemo? Ko znaš vse, ko si mojster, pozabi na vse in se pejti igrati, pejti uživati. Igra, ne? Ok? A ćemo pogledati, kako izgleda ta igra? Zdaj bom probal naravno umetno aktivirati. Ok, se pravi, to so žogce. Te žogce vam bom metal, prav? Unkaj jo dobi, unkaj jo jame, mi more vršiti eno besedo, zdaj bom pa začel freestylati iz tega. Bo šlo? Ok. Aha. Izvolite, dama, povejte eno besedo. Žogica, marogica, okoli leti, draga dama, lahko postaneš to tudi ti, čeprav si jo falila in misliš, da se bo zgubila, potem, ko se bo sklonila, jo bo zopet ulovila. Hvala, bi se lahko še enkrat obrnila ta sila. Da poženemo krila. Gospa soseda, katera je naslednja beseda? Objemi. Sam, da niso preveliki prevzemi. Zaradi tega, ker človek, če premočno objame, včasih tisto bit, ki jo imamo vse, preveč za objame. Treba se držati na distanci, a hkrati biti blizu dost, da si ljubimec, a hkrati, da si vseeno gost. Gospa, z očali na glavi, kaj pa vaša duša pravi? Brez besed, hvala, da ste dali kompliment za ta kreativni svet. Ok. Se pravi, ta igra, ki smo zdaj začeli, pa je šele nek začetek, da ste videli, tako se začne odvijati. In to je lahko, rečemo temu, moj talent, moj duh, moj genij, da sem pesnik po duši. Ali je pa to, da sem toliko časa to treniral, toliko delal, da sem prepričan v to, da sem. Tudi to. Ena in druga pot bosta.
Ok, se pravi, zdaj se sprehajamo skozi to dolino, se pravi smrti in še nekaj pravil, medtem ko gazimo po tem blatu kreativnosti, ob katerem se zabavamo in trpimo, ker menjamo dneve za noči in je vse čist čuden. Prva je to, da eden umetnik je napisal, točno vem, kako pride inspiracija. Vsakič me najde ob 9 zjutraj, ko sem za svojo mizo in začnem pisati. Ja? Ok, razumete? Se pravi, ta neka disciplina mora biti noter, ker muze imajo ful rade, da se jim v popolnosti predaš. In ko se greš ljubiti z njimi, ni pač ničesar drugega. In zelo rade vidijo, da je vsak dan isto, ker so neizprosne ljubice. Ok, in zadnja zadeva je še, da prej smo videli tisti steber, ko sem ga napisal, teh stvari, ki je. Človek vsak v glavi tudi, ko ustvarja, je zraven kritik. To je dobro, to ni. Jaz sem to zadevo si tako nekako olajšal, da razdelim svojo levo, desno polovico možgan na takrat, ko ustvarjam, sem najbolj divji ustvarjalec, upam si vse, upam zdaj kle dolit pa to polizati, sam zaradi tega, da vidim, kakšen je okus, da bom lahko to pretopil v besede. Upam si te stvari zdaj metati, te balone, vse razbiti, če bi hotel tukaj, samo zato, da dobim energijo te kreativnosti, pa tega ne bom zdaj naredil. Skratka, upam si s tem, ko vem, da bom pol v drugem koraku, ko bom te stvari dajal skup, da bom ful neizprosen kritik. In dajte tisto kritiko, dajte prešparati za pol, da boste tam še bolj kritični, še bolj divji, ampak to vam bo podprlo, da ste še bolj divji artisti, se pravi, da ustvarjate iz takih pogledov, iz takih scenarijev, ki si ne bi človek nikoli mislil, da še sami sebe presenete in s tem dobite nek nov pogled. To je to, kar se tega tiče. A sem še kaj pozabil? Aha, ja. Ne vem, če sem že omenil, ampak sam sem, ko sem ustvaril veliko nekih uspešnih pesmi, veliko nagrad nekih pa to naprej, ampak to je meni res breme. In vsakič, ko na zadnjo podelitev teh nagrad, ko smo dobili tega, se ne vem, kaj je, ni Viktor, kaj je zdaj, Žaromet, sploh nisem prišel, ker to mene obremenjuje, da imam pol s temi nagradami, da moram pol še nekaj več od tega narediti in tako naprej in samo teža, kar nekih teh zunanjih laskavih naslovov, ki spoštujem, da ljudje to cenijo, ampak meni sam breme delajo. Edina nagrada, ki jo kljub vsemu pri vseh stvareh, ki jo lahko zahtevam, je to, da imam veselje od dela. Ok? In če si boste to dali, tako je rekel moj učitelj, if it ain't fun, you're done. And about career, well, choose another one. Ja? Če nimaš rad to, kar delaš, iskreno, pej delati nekaj, kar te veseli, to pa pusti na miru, ker ne bo imel istega efekta, ne bo imel iste iskrenosti in ne bo imel tega. In zaradi tega je moja nagrada od vsega tega, kar je, kljub temu, da bo lahko nekaj še ful več, je samo to, da ko napišem pesem, da se počutim ful dobrega in ful izpolnenega. Ok, seveda nagrada tudi, ki je tukaj pri vsemu temu, je še nekaj, da skozi to kreiranje, ko sem napisal, ne vem, 100, 120, 130 pesmi, ne vem, koliko enih stvari, sem najdel, da se zna vklopiti nekaj, pa to ni znanstvena fantastika, ampak je res, da v nekem trenutku lahko padeš v flow. Začetek tega flowa smo mogoče zdaj videli med freestylom. Ampak zna se tudi zgoditi, da padeš v mind state, kjer prav vidim vse stvari v besedah, se kar povezujejo med sabo. In si v nekem stanju, ko ne rabiš ne denarja, nimaš nobenih skrbi, imaš sam to srečo in samo ustvarjaš in prihaja ven iz tebe. To je nekaj toliko neverjetnega, možganski duševni orgazem. Tako da to že za voljo tega probite kdaj biti kreativni pa iti po tej poti, ker ko boste do tega stanja prišli, boste rekli, se nič ne rabim. In res nič ne rabiš, niti avto, niti ker je to, da toliko večje veliko veselje in je najlepše, da bi se zjokal od sreče, kakor ustvarjaš pa kakor gre. Ok, in se pravi, zdaj smo naredili 20-30 strani, evo, sem že zmeden, ne vem, kje je una stvar, evo. No, gremo naprej, ne? Zdaj smo pa ustvarjali smo iz tega flova, iz teh strani toliko enih zadev, ampak
Vse pač ne more iti, 30 kitic ne more iti v pesem, a ne? Lahko bi, ampak ne za tak format, kot smo si ga izbrali. In zaradi tega takrat pride na vrsto, da postaneš ta ona druga plat, da postaneš divji kritik. Pomeni, vse, kar ni v skladu s tvojimi, kako se gre nazaj? Ne gre nazaj. Pa gremo naprej. A je? Ne, pa ni. No, vse. Ta šnops kar hoče biti tle. Ok. Kje sem ostal? Ja, tiste stebre, ki smo jih prej omenili. Tisti stebri so tisti, kar bodo držali to pesem. In ta divji kritik se skonekta s temi stebri. In vse, kar je centimeter stran od teh stebrov, adijo, stran, ven, čao, papa, adijo, izgubile se boste besede v oazi nevednosti, nikoli uporabljenosti, kaj ne. In tudi ta gre. Ta je neki na pol. Adijo, ni šverc komerca. Ni ono neki, ja, pa to bi lahko. Ni, cav, ajde, dio, greš. Nisi v skladu s temi, kar smo najprej določili za stebre in to je to. Zakaj je to fajn? Zaradi tega, ker ta rešitev nam bo pač pomagala, ker drugače lahko v kreativnosti zapademo v to neskončnost vesolja in se enostavno zgubimo v preveliki količini. In potem prijemo do tega, šta je htijo avto reči? Ko še sam ne veš, ko se zgubiš v svojih mislih, če nimaš na začetku tega izhodišča, tega stebra. A mi sledite, sem razumljiv? Ok, superca. No, in jaz pol to tako predsejam, se pravi, tiste, ki so mi slabe rime, dam takoj stran, une, ki so mi dobre, dam v nek pač nov dokument in une in jih dam vse skupaj. Ampak gremo še čez en filter in in še en filter in pol, da najboljše od najboljšega pač nekako ostane, kar dam potem v pesem, ko posnamem nek demo in tako naprej. Ne? Resen filter. Ne? Potem je pa na vrsti pač ekipa, ko jaz upravljam svoje delo, nikoli ne veš to, kot vemo mi vsi in vsak ima drugačen pogled. Ekipa, kjer ji pa zaupaš, ekipa, ki je na tem kreativnem levelu, da se lahko dojemaš med sabo in jaz jim te stvari iskreno pokažem. Vem, da bo njihov feedback, da ne bo iz hejtanja, da ne bo iz nekega, pač nočemo tega, ampak mi bodo znalo obrniti nek nov pogled, me še bolj navdihniti pri tem, da bom lahko še bolj zrastel ali pa mi čisto obrnil koncept moje pesmi, da bo zrasla, ampak hkrati pa, da ne bo rušila mojih stebrov. Moji stebri so sveti. Tega noben človek pač ne more premakniti. Okay? In potem, ko se to pokaže, se zadeva posname, gre ven, upam, pač nekje mogoče potiham 1%, da bo uspešnica, da vam bo všeč, da se bomo kdaj slišali na koncertih in tako naprej, ampak tudi če ne, jaz sem že dobil svoje plačilo, tako da sem srečen s tem, kar sem ustvaril. Okay? Ampak, kaj pa naredimo s tistimi stvarmi, vse, kar je odšlo v pozabo, vse rime, ki so šle? Je pa čas, da lahko naredimo reciklažo, ne? Ker smo eko, bio, recikliramo in se ne sekiramo in tudi slabe ideje, kdaj podpiramo. Okay. Iz tistega gremo lahko pogledati nazaj in da vidimo vse tisti ostruški ostanki, so lahko super za neke druge formate. Mogoče bo iz neke ideje nastala, ne vem, gledališka igra, mogoče bo nastal kakšen scenarij, mogoče bo samo nek quote na Instagramu, mogoče je nekaj, kar bi dal v neko drugo pesem naprej. V tako pesem, da ko bom šel pol naslednjič ustvarjati, mi bo en del tega, kar je bilo, bo bil mogoče ključen pri naslednji pesmi, ki se bo ustvarjala, razumete? Tako da nobena ideja, tudi to, kakor bedasta pa bedna se vam zdi, takrat, ko jo izpišete, ni za stran. Mogoče samo še ni prišel njen čas. In to pesem knjigo Rim, ki sem jo, pišem jo že 15 let. Okay? Pa nikoli nisem skrekal do zdaj, dokler nisem tega sistema nekako najdel. Okay? Ne, ni še posneta, če je kdo mislil, da bi jo zdaj izvedel, ampak jo boste pa lahko 7. maja po moje slišali, ko imam en večji koncert. Kaj še? Okay, to smo, ali bo sprejeto ali ne veselje, drugi formati, da nadaljujemo naprej in happy end naš je pa to, da imamo srečo in da smo uživali na poti, ne pa samo v cilju. Ok, hodo. Se pravi, čist na koncu neki taki stebri, da vas vodi, če boste želeli biti kreativni, prvo je ta strast, da si res želite s celim srcem, z bistvom in ta strast, ta volja rojeva pač čudeže,
rojeva pesmi, rojeva dela in če si boste to želeli toliko močno, kot želite dihati, bo to ratalo. Da uporabljate srce in pamet, srce, kar se vas dotakne navznoter in pamet, da zna korigirati to srce, kot smo rekli, te stebri, ta kritičnost, da oba dva dela ta ink in jank uporabljamo, da lahko to pelemo naprej. In na koncu, kot smo rekli, edini rezultat je plačilo, edino plačilo je veselje od dela do dela, ki ga imamo. Aha, splošni nasveti, je. Ok, to je pa še nekaj zdaj teh New Age revij, da malo odpremo. Neki nasveti za tiste, ki ste mogoče kreativci, pa niste razmislili na tak način, to zame deluje, upam, da bo tudi za vas. Ful sem bolj kreativen, če nič ne jem. Ok? Se pravi, da si uno natešče, ker takrat se odpre se bolj, kot če se naješ kakšne pice, pa je težka, pa si pol zaspan, pa ne moreš. Noč ima svojo moč in takrat artistu dostikrat preskoči na pomoč, tako da tam nekje od 3 naprej pa do 5, 6 zjutraj, ki je taka tišina, takrat se lahko dobro ustvarja in jaz sem dostikrat, ko sem si naštimal budilko, da sem se zbudil ob 3 zjutraj in da sem lahko pol te stvari delal, da sem bil nekako fresh. Dobra zadeva je tudi, da če imaš nekaj iz tega resničnega sveta, neki opravki pa to, ne? Da to opravilo narediš najprej. En tak mali, ne vem, a je to plačati vse položnice, a je to narediti nekaj malih taskov, koga poklicati, napisati par e-mailov, da to narediš, ne vem, pol urce, 1 urco, da imaš občutek, da si nekaj naredil. In pol, ko imaš občutek, da si nekaj naredil, greš lahko pol delati kreativnost s ful boljšim feelingom. Rekreacija, ful dobra, zaradi tega, ker če se fajn zgonimo in pol tist, ki si zgonen totalno, pa se pol usedeš, ker ti te endorfini pa to kiknejo, začne tudi kreativa kar nekako delovati, ful čudežno. In pač vizualizacija, da skozi vidimo, preden vidimo zares, da ko verjamemo, vidimo, ne vidimo, ko verjamemo. Pa se mi je pa ste to, ta je pa čisto huda, da ko sem po 15 letih to pesem dokončal, to knjigo Rim, se mi je zgodil pa nekaj, kar je pa tako wow. Mogoče mi bo kdo verjel, mogoče mislil, da je kdo bullshit, ampak taka je bila moja izkušnja. Se pravi, ko sem jaz to končal, sem padel v nek trans ob 3 zjutraj in prišel sem v stanje ultra kreativnega duha. In zgodil se je tako, da jaz sem bil čisto zaspan, čisto utrujen, ampak nisem mogel jaz tega ustaviti. Zaradi tega, ker česarkoli sem se spomnil v glavi, sem lahko začel realizirati takoj. In sem napisal, v 2 urah sem napisal 4 pesmi. Je kar šlo ven, takole sem bil pred računalnikom, sploh nisem gledal, sam iz mene je šlo ven. In to je tudi en tak občutek, ki ga vsakmu prvoščem, da bi ga enkrat na tem planetu izkusil, ker je noro, česa vse smo lahko ljudje zmožni. Ok, no pa dajmo pol še to, ne. Se pravi, kreativnost, kdor misli, da se pesniki rojevajo iz majoneze, se je ful zmotil. Pa čeprav smo tukaj na maratonu pozitivne psihologije, je ful dostikrat tista zadeva iskreno, kar nas pripravi k temu, da pišemo, ustvarjamo, je bolečina. Je težka bolečina. Če Dante ne bi bil izgnan, ne bi bilo božanske komedije. Prej, kot smo videli tisti od Prešerna, ki je, da se on pol objame s prijatelji, gre na pir, pa novo zapeca bullshit. Zaradi tega, ker ravno to, tisto trpljenje, a si ga je on sam ustvaril ali ne, je druga stvar. Ampak tista bolečina neizrečene ljubezni, če je ne bi bilo takih velikih del. In pol je bila tista, kaj je bila, ona gospa, ki je tiste komedije napisala, romantične, kaj je bila? Kako? Nora. Ne, Nora isto, težka travma, ne, da so jo starši skozi doma pustila. Ne. In želeti si to, zdaj, da bi radi bili umetniki pa kreativci, pa hkrati, da vas bo fajn življenje vžgal, ne vem, sadizma, mazohizma, malo, kaj jaz vem, nekaj vsega tega, ampak hkrati je pa to edina pravica, nekako in edina lepa stvar v vsem tem trpljenju, ki ga po mojem vsi med nami doživljamo na trenutke, da lahko najdeš nek kanal, ki te svoje frustracije, te svoje bolečine, te svoje vizije, da lahko izraziš. In tako kot Prešeren, ko je bil en izmed največjih naših genijev v času, ko ga je zgubil frende, službo,
niso ga nikjer vzeli, ni bil kot pesnik razumljen, ker je bil še toliko pred svojim časom, pa je nekaj razumel. Alkohol ga je čisto potrl, ampak v tistih najbolj teh mračnih trenutkih je še vse napisal Krst pri Savici kot najbolj genialno delo. Ampak kaj bi se pa zgodilo, če Prešeren ne bi vstal, da ne bi teh stvari zapisal, da bi Dante, da bi to vse nekje ostalo v predalu, ne bi vedeli za to. Zato ja, bolečina je ful dobra, ampak še bolj pomembna je pa ta tudi disciplina, da ko začutite to, da date ven, da ustvarite in nikoli ne veste, kaj bo. Recimo, ne vem, če je gospod Tomaž Linhart si mislil, da kaj je napisal Matiček se ženi, da bo to vplivalo, da bomo danes v njegovi dvorani. Ja? Dajmo en aplavz za Tomaška. Okay. Tako da to vam, na koncu vam pač polagam na srce, da bolj kot psihoterapije so včasih boljše stihoterapije, da znate izraziti te svoje bolečine in da nastane nekaj lepega iz tega. Ni nujno, da to vidi vaš svet, je pa dobro, da je to vaš, se pravi, nek osebni kanal, zato poskusite to zadevo, mogoče vam bo stvar prišla kdaj prav, da se boste počutili boljše, da boste čutili olajšanje, da vam bo fino. Kaj še? Aha, to je... Ok, hvala, da ste bili z mano, dragi moji, drage moje.